V besedi pa že vabim vodjo, ne našega programskega odbora, Jureta Gašpariča, njegov referat ima naslov Igor Ruzina v 30 letih, naj kolega kratko predstavim. Je znanstven sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino od leta 2008, od tega leta pa občasno sodeluje tudi kot gostujoči predavatelj predmeta Srednje Evrope v 20. stoletju na oddelku za zgodovino pedagoške fakultete Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je pred leti tudi pravil del študija. Raziskovalno se posveča zlasti slovenski in jugoslovanski politični zgodovini od razpada Avstro-Ogrske monarhije do začetka druge svetovne vojne, predvsem slovenski ljudski stranki, ob tem pa se ukvarja tudi z vprašanjem zgodovine srednjeevropskega prostora v 19. in 20. stoletju. Dragi Jure, beseda je tvoja. Katja, najlepša hvala za predstavitev. Spoštovani, še enkrat, tokrat po Igorju Ruzini in 30 letih. 30 letih, njegovih 30 letih in 30 letih 20. stoletja. Takrat, ko so bila 30 leta 20. stoletja, je tudi Igor Ruzina bil v teh letih posebno. Januarja leta 1939 je mariborskem takratnem časopisu Večernik na tretji strani, ta je bila tradicionalno posvečena pohorski politiki, tako so rekli, bila objavljena drobna karikatura možakarja s koso. Zraven pa je bil pravzaprav ne preveč zahteven anagram. Tako je pisalo: pridni kmečki fant gre v jutranji rosi na delo. Besedi rosi in nas sta bliza vsak slučaj podčrtani. Kdo je bil mož na karikaturi, seveda ni bilo zahtevno uganiti. Še posebej zato ne, ker Rosina v resnici bralcem ni bil neznan kmečki fant s koso, ampak znan mariborski odvetnik, politični delavec in tudi sam reden pisec prispevkov v časopis Večernik. Čemu so ga torej predstavili kot kmečkega fanta s koso, na vprašanje je deloma že odgovoril kolega Jurij Perovšek, še podrobneje bo to storila za mano kolegica Anka Vidovič-Miklavčič. Ruzina je seveda bil nadvse aktivni član mladinskega kmetskega gibanja liberalne provenience. Bil je član v 20 letih in funkcionar liberalne slovenske kmetske stranke in očitno je, da je tej politični usmeritvi ostal zvest tudi v 30 letih. Takrat pa namreč ne stranke SLS, SKS, kako tudi drugih političnih strank ni bilo več. Politična krajina v 30 letih se je precej spremenila. V svojem referatu se bom ozrl na ta turbulentni čas, na to politično zateglo in gospodarsko in socialno tudi izjemno zahtevno desetletje pred drugo svetovno vojno. V tem desetletju se je Ruzina dokončno politično profiliral in hkrati začel tudi samostojnim upravljanjem odvetniškega poklica. Začetek 30 let 20. stoletja zgodovinarji ponavadi vidimo v letu 1929, ko se je v glavnem zgodilo vse, kar je potem zaznamovalo nadaljni čas do izbruha vojne v prvi Jugoslaviji. Najprej seveda januarja leta 1929 v krogih okrog kralja Aleksandra Karadžordževiča dozorela ideja, ki se je že dalj časa nakazovala. Kralj, takrat so mu rekli prvi ustavni faktor, je povedal tisti znan stavek, da med narodom in kraljem ne more in ne sme biti več posredovalca. Razveljavil je ustavo, razpustil parlament, prepovedal politične stranke in uvedel osebno diktaturo. Njegova akcija seveda je šla takrat v smeri, ki je predvidevala konsolidacijo, utrditev države v smeri jugoslovanskega edinstva. Ta uvedba diktature je seveda vtisnila pečat najprej političnemu, posledično pa tudi širšemu razvoju v državi. In razmišljajočemu intelektualcu, kot je takrat bil 29-letni Igor Ruzina, je seveda opredelila interpretativni okvir razumevanja časa. Poleg tega je seveda to tudi bil čas, ki se vse bolj zaostrovala mednarodna politična situacija, čas spona nacizma, fašizma, španske državljanske vojne, kasneje Anšlusa Avstrije in seveda čas pereče gospodarske in socialne krize, kar je seveda dodatno predvidevalo interpretativni okvir tega časa. Septembra 1931, kakor je znano, je Jugoslavija sicer spet postala ustavna monarhija s parlamentom, tudi do volitev je prišlo leta 31, 35, 38, ampak te volitve so bile javne in bistvo režima se pravzaprav ni spremenilo. V prvi polovici 30 let je bila edina dovoljena politična stranka ena, Jugoslovanska nacionalna stranka, v katero so bili vključeni tudi slovenski liberalci, torej politični tovariši Igorja Ruzine. V drugi polovici 30 let pa je JNS zamenjala na oblasti druga stranka, Jugoslovanska radikalna zajednica in slovenski steber pa je bila SLS, pravi najostrejša nasprotnica slovenskih
liberalcev. Igor Rosina je bil ves ta čas, skozi vsa 30 leta, zelo dejaven, tako organizacijsko, kot publicistično in pa programsko politično. Osnovno okrilje za njegov angažma, strank več ni bilo, je predstavljala organizacija Zveza društev kmečkih fantov in deklet. In ta organizacija je v diktaturi videla dodatno možnost za širšo uveljavitev svojih idej in svojega programa. Ob tem delu pa je Rosina sicer največ politične in intelektualne energije namenjal pisanju. Pisal je precej, v glavnem najprej v tednik Kmetski list. To je bilo glasilo nekdanje slovenske kmetske stranke. Pisal pa je tudi v Prosvetni mesečni Grudo in tudi v Mariborski list Večernik. Pri Kmetskem listu zlasti je pisal dolge in nosilne idejne članke, vsaj v začetku je tudi bil član njegovega izdajateljskega konzorcija, to je bila ena zelo važna funkcija pridržana pravzaprav nekoč strankarskemu vodstvu. Člankov z izrazito politično osebino ali pa zelo družbeno angažirano Rosina v prvih letih po uveljavitvi diktature ni pisal. Do posamečnih vladnih korakov se ni opredeljeval, treba pa je tudi reči, da je to bil čas ostre cenzure in če bi že pisal, bi lahko pisal samo izrazito afirmativno. Če tudi je prva vlada diktature pravzaprav proizvedla več zakonodaje, kot domala vsi sklici parlamenta v prejšnjem desetletju, vse tega tudi kot mlad pravnik ni komentiral. V prvem letu diktature, samo za ilustracijo, recimo je vlada parlamenta ni bilo sprejela 233 zakonov. Trdimo lahko, da je v prvi polovici 30 let v svoj publicistični in idejni angažma usmeril le v eno stvar, ki jo je nakazal že kolega Rovšek, v tisto, ki jo je potem konec 30 let hudomušno zaobjela mariborska karikatura v mladinsko kmetsko gibanje. Tudi z SLS, idejno in politično sprotnico liberalizma, se ni pogosto ukvarjal. Treba pa je reči, da takrat, ko pa se je, pa je to storil zelo, zelo odločno. Stranki, bivše SLS in cerkvi, recimo je zabrusil, da razpihujeta svetohlinsko farizejstvo, saj, če ga citiram, ni glavno, da si kdo celi dan grize nohte v cerkvi, v svojem srcu pa premišlja, kako bo ogoljufal soseda za njivo. Precej spisov je namenil nacionalnemu vprašanju in problematiki jugoslovanstva. In ti članki so še posebej zanimivi, saj je Rosina kot pristaš liberalnega tabora, ki je pristajal na politiko integralnega jugoslovanstva, izpostavil dokaj jasno razvidno razliko med slovenstvom in jugoslovanstvom. Zdi se mi, tako je pisal, da Slovenci jugoslovansko misel ne občutimo toliko kot narodnostno misel, temveč mnogo bolj kot državnostno misel, ki pa priznavamo pač po načelu moralnega edinstva vsega naroda prvenstvo nad težnjami posameznih sestavin. Konec 30 let je nato Rosina opustil objavljanje v Kmetskem listu in svoje pisanje preusmeril v omenjeni Mariborski Večernik. Obenem zamenjavo časopisa pa je sledila tudi sprememba v tematikah, ki jih je avtor obravnaval. Kmet in kmetsko gibanje sta se začela pomikati bolj aktualnim političnim temam. In pisec tudi sam je postal ostrejši, neposrednejši in to je pravzaprav tudi sovpadalo z velikimi premiki znotraj njegovega liberalnega političnega tabora. Namreč takrat stranka JNS ni predstavljala edinega odseva političnega liberalizma na slovenskem. Konec 30 let se je pravzaprav zaključil proces razpadanja slovenskega liberalizma na množico skupin, ki so se med seboj razlikovale po stališčih do demokracije, nacionalnega vprašanja, parlamentarizma in tako dalje. Eno od teh struj je predstavljal tudi Mariborski list Večernik. In kaj lahko rečemo torej o politični misli Igorja Rosine po prehodu v Večerniku? Še naprej je branil jugoslovansko smer politike in v negotovih časih še pomladi leta 1939 predstavljal Extra Jugoslaviam non est vita. Svojo politično usmeritev, liberalizem, pa je zagovarjal še bolj vneto kot nekoč, čeprav je včasih že začutiti neke žalostne resignacije. Ponavljal je recimo katoliška politika vztrajno trdi, da je, če ga citiram, slovensko svobodomiselstvo postalo naše narode tuje in se spraševal cui bono. Leto 1929 pa ni bilo prelomno le v političnem življenju, ampak tudi v poklicnem in osebnem življenju Igorja Rosine. Potem, ko je bil prej 5 let odvetniški koncipient in sodni pripravnik, je takrat začel samostojnim upravljanjem odvetniške prakse.
V svoji hiši na tedajni Aleksandrovi cesti 16. Mariboru je odprl pisarno. Do mariborske sodne palače in zapore je pravzaprav imel le nekaj korakov. To, da je bil Rosina advokat, seveda ni imelo neposredne zveze z njegovim političnim angažmajem, če tudi ne moremo mimo ugotovitve, da je bila politika in politično delovanje odvetnikom blizu. In to pravzaprav vse od začetka ustavne dobe v Avstriji v 60. letih 19. stoletja. Med poslanci so bili odvetniki skupaj z notarji med najbolj zastopanimi poklicnimi profili. Recimo v prvi sestavi Dunajskega državnega zbora z leta 1861 so odvetniki z notarji predstavljali tretjo najmočnejšo skupino. Na prvem mestu so seveda bili veleposestniki, na drugem pa uradniki. Sicer pa je seveda že bežen pogled v strukturo slovenskih političnih prvakov, nekaj jih je kolega Čuček omenil iz 19. stoletja, pokaže, da je bilo med njimi zelo veliko odvetnikov. Celju, Dečko, Sernec, Kukovec, Maribor, Franjo Rozina, Ljutomero, Filmar, Karl Grossman in tako naprej. Delež in veljava odvetnikov v politiki pa se tudi v prvi jugoslovanski državi nista bistveno spremenila. Da med močneje zastopanje kategorije poslancev jugoslovanskega parlamenta lahko najprej povrstimo visoke državne funkcionarje in uradnike, teh je bilo vedno največ, včasih tudi 40%, na drugem mestu pa so bili izobraženci in med njimi so najbolj izstopali odvetniki in notarji, povprečju so dosegali 15% delež v vsaki sestavi parlamenta. Njihova pomembnost takrat je bila zaznavna tudi drugod, v vseh zahodnih parlamentih in, kakor je že takrat napisal Max Weber, ni bila naključna. Strankarska politika je namreč v prvi vrsti izpeljava interesov, učinkovita izpeljava neke stvari za zainteresiranje pa je obrt šolanega advokata. To je zdaj citat. On zna tudi slabo stvar tehnično dobro izpeljati. Igor Rozina ni bil le pronicljiv politični pisec, ampak tudi talentiran pisec. Bralec občuti, da je poznal tvarino, o kateri je pisal, do nje oblikoval odnos, jo prepričljivo predstavil. Poleg političnih besedil je ustvaril tudi precej nepolitičnih prispevkov, raznih podlistkov. Tako je recimo ob koncu še zadnjega mirnega evropskega poletja leta 1939 pripravil potopis od Sušaka do Budve, v katerem je opisoval plovbo po Jadranu. To je šlo za taki klasični historično-geografski oris, ki pa ga je spretno pomešal z doživetjem bivanja na ladji in pravzaprav je spisal pravi omaž parniku pa tisti dobi. Potoval je v prvem razredu, na krovu znanega parnika Dedinje, družil se je s tujci, na krovu je bral biografijo Tigra Clemenceauja, postrežba je bila na visokem nivoju, hrana okusna, vedno so bili na mizi sveži nagelji, je poudaril. To je še vedno meščanstvo, je ugotavljal, in ob tem spotoma predstavil svoj intimni pogled na marksistično razredno teorijo. Toda ne velemestno meščanstvo z debelimi trebuhi in rokami polnimi briljantov. Baza se je z dvigom standarda razširila in ta malo meščan, ki bi naj bil po Marksovi teoriji že zdavnaj sproletariziran, je vendar številnejši, aktivnejši in politično in gospodarsko pomembnejši, kakor kadarkoli prej. Reči moram, zakaj naj svetohlinsko zavija oči, zadovoljstvo čutim, da se prištevam temu, danes gotovo odločilnemu stanju. Naslednjo poletje, leta 40, ko se je vojna nezadržno širila po Evropi, pa je bil kot vojaški obveznik vpoklican na urjenje in o tem pripravil tudi daljši feton v več delih na Vežbi. Opisoval je vojaško življenje, ki mu nikakor ni bilo v gorje. Še najbolj neprijetno mu je bilo, ker je diplomi izprava na kljub sodil med navadne vojake. In to je takrat dejansko bilo zelo, zelo nenavadno. Ob vpisu v evidenco mu je srbski oficir dejal, tako je Rosina sam napisal, šta doktore, pa ti si doktor, a kako da nisi oficir, kako da nisi služil vojsku. Boga mi je, pomislil Rosina, v tem trenutku sem sklenil, da mi bodeta oba moja sinova rezervna oficirja, pa če obletam vse naborne komisije Jugoslavije. Gospod Andrej Rozina bo potem povedal, kako je sam sklenil. Če sklenem, skozi vsa 30 leta je Igor Rozina sodil torej med agilne politike mlajše generacije slovenskih liberalcev. Katoliški časnik Slovenec ga ni zaman imenoval za nekakega vodjo svobodomiselstva. V drugačnih političnih prilikah, ki so sledile po letu 1929 in zlasti po letu 1941, bi brško ne, če bi se za to sam zavzel izgradil solidno politično kariero. Vendar pa pomenljivo ostaja, da kljub svojemu silnemu angažmaju, kljub zelo razviti politični misli, ni nikdar kandidiral na volitvah. Ne pred letom 1929, ne
kasneje. V enem svojih zadnjih člankov, ki jih je napisal pred napadom na Jugoslavijo, pa Rosina ni načenjal nobene velike teme, ampak je na videz branil sebe. Najbrž je, koliko sem sam zasledil, javno to napravil prvič, ampak tako, da si članek zasluži posebne pozornosti. Zakaj? Rosina je v njem odgovarjal na članek, v katerem je nek avtor zapisal: viničarsko vprašanje čaka na rešitev, ki pa mora biti radikalna, zemlja, tudi vinogradi, naj postavljajo vlast onih, ki jih obdelujejo. Sjajno je na to pihno odvrnil Rosina. Vsak podcankarjanski Slovenec mu bo dal prav. Ampak, ker je Rosina sam podedoval vinograd pred letom, se je zamislil, počel po knjigo odhodkov in izdatkov svojega posestva, ki je bilo v Lindušu pri Mariboru, začel seštevanjem in razštevanjem in zapisal: algebra je namreč na vseh kontinentih in vseh političnih sistemih ena in ista in sled tega ne reagira na nobeno politično barvo. Računal je 2 uri, na kar ga je vsako grizenje socialne vesti temeljito minilo, kajti po obračunu je pridelal izgubo. Če sklenem, algebra pač ne reagira na politične barve. Če to algebro zdaj nadomestimo zdravim, nekim logičnim, svobodomiselnim razumom, potem lahko rečemo, da je Igor Rosina pri tej maksimi ustrajal ves čas burnih 30 let 20. stoletja. Hvala lepa.